Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vabim vas k ogledu tretje oddaje Moja slovenščina na vašem kanalu. Danes se bomo v srednji temi pogovarjali prav o tem, s čimer sem oddajo tudi začela, torej o nagovorih. Zato lepo povabljeni, jezikovni namig. Pravzaprav se s tem, torej z nagovorom, začenja vsaka televizijska pa tudi radijska oddaja. Še več, z nagovorom seveda začenjamo tudi prav vsak javni nastop. Nagovor je tudi sestavni del, zelo pomemben uvodni del vsakega besedila, predvsem krajših besedilnih vrst, pa tudi uradnih daljših besedilnih vrst. Veliko možnosti obstaja, tukaj je kar nekaj pravil, pa tudi jezikovnih pasti, zato si poglejmo podrobneje, kaj vse je možno, kakšne oblike vse lahko pri tem uporabimo. Če pogledamo že prvi izraz, to je spoštovani, je v bistvu najbolj splošen, gre za posamostaljeni pridevnik in lahko ga seveda uporabimo v različnih oblikah, v različnih situacijah in pravzaprav z njim, z izrazom spoštovani, zajamemo prav vse, ki jih želimo nagovoriti. Lahko pa uporabimo ta izraz, torej posamostaljeni pridevnik spoštovani, tudi kadar nagovarjamo oziroma pišemo samo eni osebi. Če pogledamo drugi primer, spoštovani obiskovalci, tudi ta je zelo splošen. V samostalnih obiskovalci smo zajeli tako ženske kot moške, tako da tukaj nekih nerodnosti in pa dilem seveda ni. Če pa pogledamo tretji primer, ta pa je že bolj natančen, spoštovane dame, cenjeni gospodje, tukaj pa se lahko že malo bolj ustavimo in si podrobneje pogledamo, kaj je pri tem še kako pomembno. Kot prvo, če pogledamo oba pridevnika, spoštovane in pa cenjeni. Zelo pomembno je zaradi slogovne čistosti, pa tudi jezikovnega bontona, da uporabimo različna pridevnika. Se pravi, ne spoštovane dame, spoštovani gospodje, ampak, kot vidimo tule na primeru, različne. Mimogrede, to, da so najprej dame in potem gospodje, ni naključje, ampak o tem malo več nekoliko kasneje. Poglejmo naslednji primer, spoštovani športniki in športnice. V tem primeru smo v pridevnik spoštovani zajeli vse, tako moške kot ženske, torej tako športnike kot športnice, kar je tudi seveda dovoljeno in je pravilno. V naslednjem primeru pa, poglejmo, smo pozorni na to, da kadar gre za poimenovanje najvišjega vrha po protokolu, v tem primeru izpustimo ime in priimek, torej spoštovani gospod predsednik, kajti če pišemo dopis tako in tako v glavo sporočila, v glavo tega našega besedila, napišemo ime in priimek naslovnika, torej tistega, komur pišemo, zato je tukaj povsem odveč, da bi še enkrat ponavljali ime in priimek, oziroma, kot sem rekla, celo zaželjeno je, da izpišemo samo takole, spoštovani gospod predsednik. Mimogrede, kadar pišemo na najvišji ravni, je zelo lepo, da kljub temu, da vse seveda danes v 21. stoletju, tretjem tisočletju dobi informacijske tehnologije, seveda več ali manj vse pišemo na računalnik, torej tipkamo, vsaj ta nagovor izpišemo prostoročno, še več, z modrim nalivnim peresom. To je res tisti najvišji vrh, ko želite na nekoga napraviti zares dober vtis. Če pogledamo naslednji primer, spoštovana gospa Jana Novak. Na kaj smo tukaj pozorni? Na to, da je seveda najprej ime in potem priimek. O tem, če se spomnite, smo govorili že v eni izmed prejšnjih oddaj. Torej, najprej ime in potem priimek. In če pogledamo še naslednji primer, spoštovana gospa Novak, tudi to je dovoljeno. V tem primeru, kot vidite, sem izpustila osebno ime, ostal je samo priimek, spoštovana gospa Novak, medtem ko naslednji primer, spoštovana gospa Jana, da torej izpustimo priimek, napišemo samo ime. Tudi to je dovoljeno, vendar ne vedno in ne v vseh oblikah. To je odvisno od družbenega razmerja, v kakršnem smo kot sporočevalec do naslovnika. Se pravi, to je izjemno subjektivno, lahko rečemo tudi neformalno, seveda še kako ljubo v nekih okoliščinah, vendar zagotovo, če pišete recimo vlogo oziroma prošnjo za delovno mesto ali kakšno drugo
drugo uradno, torej formalno besedilno vrsto, ne boste napisali direktorju samo spoštovani gospod Janez. No, ta zeleno obarvani primer, recimo dragi Janez Novak, ali pa dragi gospod Janez Novak, ali pa dragi Janez, ali pa cenjeni Janez, je pa res rezerviran za tiste posebne oblike, neformalne oblike, ko gre za bliže družbeno razmerje, ko sta si torej sporočevalec in naslovnik blizu, se torej tudi osebno morda bolje poznata. Takrat si kaj takega lahko privoščimo. Prihaja 1, 2, 3 bo tule praznični decembrski čas in če boste pisali Božičku ali Dedku Mrazu ali svojemu dragemu, seveda z veseljem mu napišite dragi Dedek Mraz, dragi moj partner, dragi moj mož. Morda bo to pomenilo, da se bo kaj bolj omehčal in vam prinesel kaj lepšega. No, pa če pogledamo naprej, kako je pri nagovorih z akademskimi nazivi. Res si zapomnimo, da je pravilo za akademske nazive, da jih vedno pišemo pred imenom in priimkom. Bolonjski sistem študija je sicer na tem področju vnesel kar nekaj zmede pri nas, kajti tisti akademski oziroma znanstveni nazivi, ki jih poznamo iz preteklosti, iz preteklega šolskega oziroma izobraževalnega sistema, pomenijo povsem nekaj drugega kot današnji po bolonjski, pa seveda z vsem spoštovanjem tudi do tovrstnih oblik in ravni študija. Skratka, akademske nazive pišemo spredaj. Če pogledamo primer, profesor dr. Janez Novak. Gre za akademski naziv, profesor, doktor. Ali pa recimo dvojni doktor. Kot zanimivost, kaj pravzaprav to pomeni, dvojni doktor? To pomeni, da je ta Janez Novak, lahko rečemo dvojni doktor znanosti, skratka je naredil doktorsko disertacijo z 2 različnih znanstvenih področji. In če pogledamo primera, ki sta na vašem zaslonu spodaj, v čem je potem razlika med tema zapisoma? Torej, ali profesorica Jana Novak ali pa Jana Novak, profesorica, seveda obakrat v skrajšani obliki. Prva Jana Novak ima torej akademski naziv, medtem ko je v drugem primeru Jana Novak ženska, ki je končala univerzitetni študij, morda je profesorica nekega tujega jezika, morda je profesorica matematike ali katerega koli drugega predmeta. Ne pozabite za priimkom tudi na to vejico. In če pogledamo spodnja primera, magister Janez Novak ali pa Janez Novak, pa vejica magister, v čem je razlika tu? Prvi, Janez Novak, ima torej magisterij po tistem prejšnjem sistemu študija, se pravi, je ta magister znanstveni oziroma akademski naziv. Medtem ko je drugi Janez Novak nekdo, ki je končal študij po bolonjskem sistemu študija, zato za priimkom vejica in potem ta okrajšava mag. Ta se včasih piše, včasih ne, medtem ko akademske oziroma znanstvene nazive praviloma vedno pišemo, oziroma pravi jezikovni bonton tako, da jih sicer lahko opustimo, kadar je to interni dogovor, recimo v nekem podjetju, v neki organizaciji, oziroma če nam ta, ki ima naziv, izrecno pravi, da ne želi oziroma ni potrebno, da ga tako poimenujemo. S tem se lahko v podjetjih, organizacijah zavarujete tudi na ta način, da, kot sem rekla, imate to interno dogovorjeno, tudi v internem časopisju in nasploh lahko rešite to dilemo, pa da ne prihaja do zmed, tako da nekje v drobnem tisku to tudi poveste oziroma zapišete. Se pravi, to velja tako za ustno kot govorjeno sporočanje, pri nagovorih seveda, da je razlika med enimi in drugimi nazivi in da akademske, torej znanstvene nazive pišemo, izgovarjamo spredaj. Takole, spoštovana doktorica Jana Novak, tudi v tovrstnih primerih je izjemno veliko napak. Že zadnjič, če se spomnite, smo rekli, da smo si ženske popolnoma enakovredne tudi z moškimi, kar pomeni, da ko ima nek naziv, neka funkcija ob sebi ime in priimek,
V ženskem spolu so v spolosklonu in številu ujema z imenom in priimkom. Torej, če je to ženska, potem je doktorica in ne doktor, je svetovalka in ne svetovalec, je referentka in ne referent in tako naprej. Morda malo manj znano, pa vendarle, v čem je razlika med besedama, med izrazoma magistra in magistrica? Magistrica je ženska, ki je končala podiplomski študij in sicer gre spet za tisti stari način izobraževanja, se pravi, je magistrica znanosti, medtem ko magistra je pa ženska, ki je končala fakulteto za farmacijo, to je 5-letni študij in po 5. letniku, po uspešno zaključenem 5. letniku te fakultete, si ženska, ki je tam študij končala, pridobi torej naziv magistrica. Ta naziv pri tej fakulteti, ki sem jo zdaj omenila, se piše zadaj, torej za ženskim imenom in priimkom. Ja, še nekaj, na kar bi zelo rada opozorila, da ne bo prihajalo do zadreg, pa spet poudarjam, naj gre tako za zapisano besedo oziroma za nagovore v pisanih besedilih, kot tudi v govorjenih, torej v javnih nastopih, recimo. Zdaj prihaja čas, ko boste pogosto nagovarjali ljudi ob različnih priložnostih, tako na nekih neformalnih, kot tudi formalnih srečanjih, pa tudi na različnih prireditvah, ko boste morda stali na odru ob različnih obletnicah ali kakorkoli že. Zelo pomembno je, da ko naštevate, nikoli ne pozabite, kljub temu, da ste se odločili po nekem ključu nekaj ljudi poimenovati tudi z imenom in priimkom, vendarle se vedno zavarujete tako, da izgovorite oziroma zapišete, če gre torej za zapisano besedilo, na koncu in ostali. To pomeni, da vam nihče ne more očitati, da ste nekoga izpustili. Mimogrede še en namig, pri tem, ko sem rekla, da morda poimenujete poimensko po nekem ključu ljudi, ki so tam prisotni, morate biti zelo previdni. To je zelo občutljiva zadeva in hitro se zgodi, da se ljudje sprašujejo, kje pa je ta meja, zakaj pa mene ni več osebno poimenoval govornik, zakaj sem jaz padel v to kategorijo in ostali. Tako da, če je možno, potem izpustite vsa ta imena ali res pozdravite samo poimensko tisti najvišji vrh, dodajte pa vedno ta in ostali. Če ste govorec na javni prireditvi in vas je napovedal nekdo drug, voditelj, moderator, potem je dobro, da se tudi z njim uskladite, dogovorite oziroma ga pozorno poslušate in če je že on poimensko pozdravljal tiste najpomembnejše osebe, ki so za tisto dano situacijo, prireditev, dogodek najpomembnejših in je potrebno jih posebej izpostaviti, da potem vi to izpustite. Skratka, da se ne ponavljata po možnosti celo takoj en za drugim in ponavljata ista imena, iste ljudi, ki so tam prisotni. Morda še nekaj, kar velja predvsem za javne nastope. Še na nekaj morate biti pozorni, ker se seveda ponavadi pripravite vnaprej, kar je še kako pomembno na ta govor, na ta javni nastop, na ta nagovor pri javnem nastopu. Morate zelo dobro vedeti, ali so ljudje, ki jih boste poimensko pozdravljali, zares v dvorani. Zelo neprijetna situacija je namreč, če pozdravljate nekoga, pa je zelo znana oseba, vendar ga v dvorani sploh ni, vsi se ozirajo, kje pa je ta človek, tega pa ni. Pa še nekaj govorci, tisti, ki ste pogosto tako izpostavljeni. Če nagovarjate človeka z imenom in priimkom na prireditvi, potem si le vzemite še nekaj sekund časa, nagovorite ga, pozdravite ga dovolj počasi, dovolj glasno, dovolj razločno, predvsem pa naredite ta kratek bežni stik z očmi. Zelo nekulturno in tudi seveda neučinkovito je, če gledate levo ali desno ali v strop ali v tla in pozdravljate, lepo pozdravljen, med nami tudi gospod minister in gledate ali v listič ali, kot sem rekla, kam drugam. Torej, že prej se pozanimajte, kje bo ta gospod, ta človek, ta oseba sedela in naredite ta hiter, kratek, a vendarle izjemno učinkovit stik z očmi. Takole, da ne pozabimo še na eno past, ki je tudi kar pogosto izpostavljena oziroma se pogosto tako ustni kot pisni sporočevalci
ujamejo vanjo. To je izraz VD. VD, seveda, kadar napišemo takole v krajšavi, izgovorimo pa kot vršilec dolžnosti, oziroma spet bom poudarila, če je to ženska, potem ni vršilec dolžnosti, ampak je vršilka dolžnosti. Tisto, čemer je pogosta napaka, je to, da torej naprej, ko imamo samostalnik, ki predstavlja torej neko funkcijo, to je direktor, potem izgovorimo vršilka dolžnosti ali vršilec dolžnosti direktorja in ne direktor, kajti ne gre za dve enakovredni funkciji. To je ena funkcija in ker tam ni direktorja, nihče torej ne upravlja te vloge, te funkcije, je vršilec ali vršilka dolžnosti. In mimogrede, ko smo ravno pri tem, še nekaj. Obvezno presledek, kajti vsaka črka stoji zase in pomeni svojo okrajšavo oziroma predstavlja okrajšavo svoje besede. Torej, vršilec dolžnosti direktorja. Takole, še ločila bomo pogledali, če ste bili pozorni pri prvih primerih, ki so bili na začetku. Na vaših zaslonih ste videli, da ločil ni bilo, ne da bi jih pozabila, ampak namerno, zato ker se jim bomo zdajle posvetili malo bolj natančno. Dve možnosti sta. Ena, da za tem prvim začetnim delom nagovora, se pravi spoštovanje, recimo, če gre za posamostaljeni pridevnik, naredite vejico, ampak v tem primeru seveda jedrni del besedila pišete z malo začetnico. Spoštovani, vabimo vas na sestanek, na katerem bomo iskali skupne rešitve na tem in tem področju, recimo. Dovoljeno je tudi napisati klicaj, torej spoštovani, klicaj, vendar opozarjam, potem seveda greste v začetek jedrnega dela besedila pisati z veliko začetnico. Vabimo vas na sestanek, ki bo takrat in takrat. Se pravi, obe možnosti sta, s tem, da jezikovni bonton priporoča rabo vejice, vse bolj odsvetuje rabo klicaja, kajti klicaj ima izjemno sporočilno moč in sicer negativno, pomeni neke vrste kričanje, ukazovanje. In še nekaj, kar je tudi pogosta napaka v praksi, takole kot je tule primer spodaj, je narobe. Klicaj je namreč, če ste se že odločili pisati ne vejica, ampak torej klicaj, je vedno levo stično ločilo. Se pravi, spoštovane dame, cenjeni gospodje, brez presledka in potem naredite tale klicaj. Morda ob tem opozorim samo še na nekaj. Nagovor je res kratek, ampak zdaj v teh nekaj minutah ste videli, da res skriva v sebi kar nekaj pravil, zakonitosti, pa tudi pasti. Vedeti pa morate, zavedati pa se morate, da ima izjemno sporočilno moč oziroma, da je sestavni del prvega vtisa, ki si ga naslovnik, naj bo to bralec, naj bo to poslušalec, ustvari o nas. Zato mu posvetite kar nekaj pozornosti, dobro premislite, koga boste pozdravili, kako ga boste pozdravili, koga boste izpostavili in vse to, kar sem malo prej omenila, kajti to je še kako pomembno in pogosto ustvarja potem tudi celostno sliko o nas in pa seveda o podjetju, ki ga predstavljamo. Angleški literarni ustvarjalec Pope je rekel: hitro, neučakano piši in potrpežljivo popravljaj. In to še kako velja tudi za ta uvodni del, tako pisnih kot ustnih besedil, v različnih besedilnih vrstah, pa naj bo to dopis, pa naj bo to vloga, prošnja, vabilo, čestitka in tako naprej. Če pišete vabilo samo eni osebi, se pravi, da je naslovnik samo ena oseba, potem je še kako pomembno, da napišete, da se potrudite zraven dopisati tudi ime in priimek, da ne piše zgoraj na vabilu kar vsem predsednikom krajevnih skupnosti ali pa vsem županom, ampak da res napišete v ta nagovor konkretno ime in priimek osebe, kateri pišete, ko je torej to namenjeno samo eni osebi. In še enkrat ponovim to, kar sem povedala že v prvi oddaji. Bodite pozorni in res natančni pri tem, napišite pravilno ime in priimek, tako kot ima ta oseba tudi v resnici in tako kot tudi uporablja. No, morda se vi ravnokar
pred televizijskimi zasloni zdaj le mastite s kakšnim sendvičem, mi si ga pa lahko privoščimo samo takole na fotografiji. Poglejmo, kaj je pomenila oziroma odkot izvira zanimiva in še kako pogosta beseda sendvič. Prevzeto je iz angleške besede sandwich, kar je nastalo iz imena grofije, ki se je imenovala tako, torej sandwich. Izmislil pa si ga je grof, ki je bil velik kvrtoperec in zato, da mu ni bilo treba vstajati od igralne mize, ko je igral, da ne bi česa zamudil, in ko mu je strežaj prinašal hrano, on pa je veselo seveda jedel, brez da bi si kam obrisal roke, in potem so bile tiste karte vse mastne, umazane. Se je domislil tega, da mu je torej začel tako tisto glavni del, torej meso, salamo, zgoraj in spodaj mu jo je obložil s kruhom, in tako je nastal izraz sendvič, ki ga danes prav tako še kako dobro poznamo. No, zaključek mojih sodelavcev tule v studiu pa je bil, da je bil preprosto len. Pa še eno idejo so mi dali, pa bomo to pogledali naslednjič, odkot izraz beseda makadam, pa če lahko po istem principu razložimo tudi besedo asfalt, bomo pogledali v eni izmed naslednjih oddaj, upam, da me bodo spomnili. Zdaj pa še malo bolj za ženske, če recimo sendvič za, bom rekla, tisto mladostniško populacijo, je pa čevelj zagotovo za ženske, tudi za moške, verjamem da, ampak bolj nujno zelo kot kaj drugega, za ženske pa še kako pogosta roba, bi lahko rekla v narekovajih. Zanimivo morda je to, da je starinski tudi narečni izraz črevelj. Gre za izpeljanko iz besede červo v pomenu koža, torej živalskega trebuha, in torej usnje. Saj danes prave kakovostne čevlje tako in tako poznamo samo iz usnja. Prvotni pomen je torej narejen iz kože, usnja in podobno. Zanimivo, če gremo naprej, prihaja namreč zima, torej tudi škorenj v zvezi z besedo skorja, česar starinski pomen je prav tako koža. Tako, da boste vedele, drage, spoštovane dame, odkot ta izraz. OMG, meni ta kemija sploh ni nič jasna. S na kvadrat, pa to je še hujka matematika. Pa ne, kemija ful ni logična. Matematika je vsaj bolj cool, pa ne vem. A daj, me se že vrtijo teh cifer, jaz ne moram več. FSM. Ok. Čau. Čau, čau. OMG je okrajšava za oh my god, kar prihaja iz angleščine, kar pomeni o moj bog po slovensko. In največkrat to OMG okrajšavo uporabljamo, ko smo začudeni, ali pa presenečeni, ali pa veseli, ali pa karkoli v tem smislu. Cool je v bistvu po angleško C-O-O-L, kar pomeni dobro, in pač mi smo pa tako, ker izgovorimo, tudi napisali, cool. In tu pač zamenja besedo dobro v različnih stavkih. FSM je enako okrajšava fajn se mej, kar rečemo, ko se poslovimo, naprimer na SMS-ih ali pa po sporočilih, elektronskih sporočilih in v živo, kar pomeni fajn se mej. Knjiga, ki sem jo izbrala za današnjo rubriko Klub knjigobub, se bo verjetno dotaknila predvsem mam, morda tudi tistih mlajših mamic. To je zgodovinski roman z naslovom Grenko morje avtorja Marjana Tomšiča, ki opisuje življenje žensk, ki so v drugi polovici 19. stoletja, še zlasti po obdobju fašizma, odhajale služiti denar v Egipt. Grenko morje je izjemno zgovoren naslov, ki govori prav o tem, kaj vse so te ženske doživljale, ko so odhajale v tujino, ko so odhajale v Egipt, kjer so bile dojilje, kar pomeni, da so zaradi slabih bivanjskih, torej eksistencialnih razmer doma, odhajale služiti kruh drugam in ga pošiljale domov. Morda malo nenavadno za naše razmišljanje, da so bile torej ženske tiste, ki so služile, ki so prinašale denar v hišo, pa vendarle izredno stresne situacije
polne čustev, žalosti, joka. Kajti to so bile izjemno mlade mamice, ki so torej imele doma majhne otroke, kajti v Aleksandrijo oziroma Egipt so hodile dojiti tamkajšnje otroke tamkajšnjih premožnih, bogatih družin, in da so torej še imele mleko, da so lahko dojile, so seveda morale doma pustiti nekaj mesecev starega otroka. Si predstavljate? To so izjemno žalostne usode žensk, marsikatere se nikoli niso vrnile domov. Marsikatere so se čez nekaj let vrnile, pa jih seveda ti otroci niso niti poznali. Možje so se nekateri zapili, nekateri ponovno oženili in zelo redke zgodbe so bile srečne, so se torej končale srečno. No, in knjiga Marjana Tomšiča Grenko morje govori ravno o teh ženskah in sicer postavlja v ospredje 3 ženske. Doživljajo različne usode in samo ena se vrne domov in srečno zaživi s svojimi. No in morda, če boste prebrali to knjigo, boste spoznali, kaj se je takrat dogajalo tako v teh ženskah, ki so sicer bile v tem materialnem smislu izjemno bogate, pa vendarle duševno revne, kajti to so bile bolečine, ki niso nikoli pojenjale. Živele so v nekem bogatem svetu, polnem svetovljanstva, premožnih, bogatih večerij, ljudi, poznanstev in tako naprej, ampak doma so pustile svoje otroke, ki so odrastli brez njih. In tule imam eno pesem ene od teh žensk, ki jo je mama zapustila kot majhno deklico doma in je torej nikoli ni spoznala. Naslov je Črna mat, pravi pa takole. Mamica moja, kako bom zdaj zrastla brez tvojega mleka? Kako bom rastla? Pri kom se bom grela? Kam si šla, da te ni več doma? V vasi se govori, da v Aleksandriji si, tam za zlatnike dojiš črne grde otroke. Kako prazna je hiša, kako sama sem zdaj. Zakaj si me rodila, če si me tako samo pustila? Če bi ptica bila, bi k tebi priletela in ti srce vzela. Srcem tvojim bi lažje živela. Torej res izjemno žalostne zgodbe, še posebej tudi za to in za te, ki so ostajali doma, ker se je seveda po vasi marsikaj govorilo in so ti otroci še toliko bolj trpeli. To je samo nekaj iztočnih, zato predlagam, da ta zgodovinski roman, torej Grenko morje, vzamete v roke, ga preberete in zagotovo boste bogatejši za eno novo življenjsko izkušnjo. Nagradno vprašanje je vezano na današnjo knjigo. Zanima nas, zakaj so se ženske, katerih življenje v romanu Grenko morje opisuje Marjan Tomšič, imenovale Aleksandrinke. Odgovore pošljite na dopisnicah na naslov Televizija Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto s pripisom za oddajo Moja slovenščina 3 in sicer do 5. novembra letos. Tisti, ki bo prejel knjigo, pa bo objavljen, torej njegovo ime pa bo objavljeno tako v časopisu Vaš mesečnik, kot tudi na naših videostraneh. No, še to, odgovor lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naš že znani naslov. Tako, in še naš biserček. Henry Ford je dejal, če mislite, da zmorete ali če mislite, da ne zmorete, v vsakem primeru imate prav, kajti vse je v prepričanju. Zato si zapomnite, prepričanja se začnejo in končajo v naših glavah. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.